Spoštovani, dovolite mi, da pričnem s posvetom naslovom Problematika delovnopravnega položaja pripadnikov Slovenske vojske v luči stanja v Slovenski vojski. Soorganizatorja, katerega sta Sindikat Ministrstva za obrambo in Državni svet Republike Slovenije. Med nami pozdravljam predsednika Državnega sveta gospoda Lojza Kozco, pripadnike Slovenske vojske, predstavnike Ministrstva za obrambo, sindikalne zaupnike in predstavnike sindikatov. Veseli me, da ste se odzvali našemu vabilu. Posvet bova vodila jaz, torej državni svetnik Ladislav Rožič in Marjan Lah, izvršni sekretar za informiranje sindikata Ministrstva za obrambo. V današnjem vabilu k posvetu smo zapisali, da je Slovenska vojska zaradi zastarele zakonodaje, ki je v veliki meri povzročila škodo pripadnikom Slovenske vojske, da se je znašla v kadrovskem krču. Zaradi neurejenega statusa in nejasne karierne poti iz Slovenske vojske odhaja vedno večje število njenih pripadnikov. Poklic vojaka na trgu delovne sile za mlade postaje nezanimiv, zato je kandidatov za delo v Slovenski vojski vedno manj. Zaradi kadrovske podhranjenosti prihaja do velike preobremenjenosti zaposlenih, tudi do izgorelosti. Saj so naloge v Slovenski vojski kljub zmanjšanemu številu pripadnikov so se naloge povečale in bati se je še večjega osipa pripadnikov oziroma zaposlenih v Slovenski vojski. Zakonodajni postopki so zaradi bližajočih se volitev zaustavljeni. Vendar je treba opozoriti, da je bil predlog zakonodaje nezadosten in bi lahko povzročil nepopravljivo škodo stebru nacionalne varnosti, to je naši Slovenski vojski. Pokazatelji stanja v Slovenski vojski so žal zgovorni in negativni, zakonodajne spremembe so nujne. Z današnjim posvetom želimo soočiti različne poglede na probleme in oblikovati smernice za pripravo sprememb zakonodaje v prihodnjem sklicu Državnega zbora. Na začetku pa k pozdravnem nagovoru vabim predsednika Državnega sveta, gospoda Alojza Kozco. Spoštovani predstavniki Slovenske vojske, Ministrstva za obrambo in predstavniki zaposlenih, se pravi sindikatov v Slovenski vojski, spoštovani predstavniki obrambne in vojaške stroke, dobrodošli v Državnem svetu, drugemu domu slovenskega parlamenta in, kot radi rečemo, stičišču civilne družbe z aktualno politiko. Glede na to, da vi niste predstavniki civilne družbe, vsaj Slovenska vojska ne, ampak predstavljate stroko, ki je bistven element državnega ustroja in garancija varnosti in stabilnosti civilne družbe, se čutimo poklicane, da tudi o problemih, ki se pojavljajo v tako pomembnem segmentu družbene varnosti, razpravljamo v Državnem svetu. Temeljna naloga Državnega sveta je, da poskrbi, da zakonodaja, ki je sprejeta v Državnem zboru, dobi pozitivno konotacijo in je strokovno obravnavana tudi z strani interesov civilne družbe, ki jih Državni svet zastopa. Naša naloga je, da opozarjamo na vprašanja, s katerimi se aktualna politika bolj poredko sreča oziroma se sreča včasih, ko je to že prepozno. Državni svet je tako sestavljen, da njegovi člani niso profesionalni člani, ampak prihajajo iz delovnih okolij, v katerih se vsak dan srečujejo z aktualno problematiko in srečujejo se s posledicami zakonodajnih sprememb, tako da lahko zelo hitro in kakovostno odreagiramo in na posamezne škodljive vplive ali pa potrebe po spremembi zakonodaje opozarjamo že vnaprej. Samo za primer naj vam povem, tako smo počeli z bančno luknjo, z njo smo se začeli v Državnem svetu ukvarjati mnogo prej, kot je to problematiko zaznal Državni zbor. No, kar zadeva problematiko vašega današnjega dela. Sam osebno imam vojaški pedigre, kot je znano. Šolal sem se na Vojaški akademiji kopenske vojske v Beogradu, bil aktivni udeleženec osamosvojitvene vojne in mi je tovrstna problematika zelo blizu. Ne nazadnje, večina mojih sošolcev in življenjskih sopotnikov, prijateljev, tovarišev
nosi uniformo ali je pa kako drugače povezana z obrambnimi in varnostnimi strukturami. Zato sem tudi osebno za probleme, ki se na tem področju pojavljajo, bolj dovzeten kot mogoče katerikoli drugi politik. Želim si, da bi tudi širša slovenska družba razumela, da suverenost, samostojnost ni nekaj, kar si enkrat priboriš in ti vedno ostane, ampak da gre za razmerje moči, ki ga je treba vedno vzdrževati in vedno obnavljati. Slovenija se je odločila za članstvo v NATO paktu. Slovenija je članica Evropske unije. Vse spremembe, ki zadevajo ti dve organizaciji, zadevajo tudi Slovenijo. Nihče nas ni povabil, da bi bili nepolnopravni član teh dveh asociacij in nihče od nas ne pričakuje, da bomo udobno čakali, da nam nekdo drugi zagotavlja varnost in stabilnost. Floskula, več masla, manj topov je priročna za dnevno politiko, ne zdrži pa nobene strokovne presoje. Mi kot država imamo svoje dolžnosti, tako kot v Evropski uniji, tudi v zvezi NATO. In te dolžnosti moramo izpolnjevati. Oborožene sile niso samo garancija slovenske varnosti in suverenosti, ampak so tudi garancija sodelovanja in enakomernega razporejevanja bremen po Evropski uniji in tudi v zvezi NATO. Sprejeli smo obveznosti, ki jih moramo izpolnjevati. Če slovenska vojska ni sposobna izpolnjevati teh obveznosti, potem ne moremo s prstom kazati zgolj na slovensko vojsko, ampak moramo kazati na politiko, ki ji tega ni omogočila. Jaz se nekako osebno poskušam seznanjati s problemi, s katerimi se slovenska vojska srečuje in poskušam te probleme proklamirati tudi v državnem svetu in tudi kolegom v državnem zboru. Ta vaš posvet vidim kot veliko dodano vrednost, da stroka spregovori sama o svojih problemih in da se nič o stroki ne odloča brez stroke. Mogoče je to hendikep, da državni zbor v tem sestavu, ko se mu izteka mandat, ne bo mogel bolj poglobljeno reševati problemov, ki so se nakopičili. Mogoče je pa to tudi prednost. Ko dobimo nov sklic državnega zbora, bo potrebno priti pred poslanke in poslance z izdelanimi strokovnimi mnenji, z osvetljenimi problemi in ti problemi ne smejo biti prekomerno eksponirani ali pa pomanjševani zaradi političnih interesov, ki se pojavljajo v času volitev. Smo v času, ko stranke poskušajo biti všečne svojim volivcem in to je treba tudi upoštevati. Ko pride čas novega sklica, bo verjetno tudi možnost bolj trezne presoje in bolj, recimo temu, argumentiranih razlag in argumentiranih rešitev. Ampak na ta čas moramo biti vsi skupaj pripravljeni. Lahko vam kot predsednik državnega sveta obljubim, da bomo vsa vaša mnenja artikulirana in strokovno podprta spravili v neko obliko, s katero bomo potem poskušali priti pred, ne bomo poskušali, ampak bomo prišli pred državni zbor v naslednjem sklicu in bomo poskušali doseči spremembe na bolje. Glede vašega današnjega dela vam želim, da bi si nalili čistega vina, da bi bili čim bolj jasni in odkriti in v tem prostoru se ne srečujeta leva in desna, militaristična in pacifistična ideologija, tukaj se v glavnem srečuje stroka. Naj stroka spregovori, kar bo imela stroka zapovedati, bo državni svet posvojil kot svoja stališča in jih potem proklamiral naprej. Zahvaljujem se vam za to, da ste danes prišli prav v državni svet. Zahvaljujem se vam, da pripoznavate našo vrednost kot nekega nepristranskega elementa državnega ustroja in vam obljubljam, da se bomo potrudili, da bodo vaša stališča zastopana tudi v tej hiši in napram državnega zbora. Želim vam uspešno delo in hvala lepa za pozornost. Hvala predsedniku državnega sveta za uvodne misli. Pozdravljen govoru današnjega posveta državnega sveta pa vabim državnega svetnika gospoda Ladislava Rožiča. Ladi, izvoli.
Hvala. Lep pozdrav vsem še iz moje strani. Namen današnjega posveta in današnje razprave je, da spregovorimo o delovnopravnem položaju pripadnikov Slovenske vojske. Namen posveta tako ni razprava le o predlogu zakona o obrambi, ki po mnogih letih prinaša nekatere spremembe na obrambnem področju, kot so strategije sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah, kot tudi o pomembnih pravicah soodločanja, ki se iz državnega zbora prenašajo na vlado. Osebno sem prepričan, da mora zakon o obrambi opredeliti organizacijo in obrambne naloge, nosilce teh nalog, odnose med nosilci nalog, delovanje civilne obrambe in delovanje državnih organov. Z zaskrbljenostjo pa že več let poslušam poročila ministrov, vključno sedanjo ministrico za obrambo, pripadnikov, poročila načelnikov generalštaba in nenazadnje tudi ponavljajoča poročila vrhovnega poveljnika Slovenske vojske, torej predsednika države, da je pripravljenost Slovenske vojske za delovanje v vojni nezadostna. Kaj to pomeni za zaposlenega vojaka? Za njegovo moralo in pripravljenost služiti domovini. Ne glede na negativne ocene podane strani vrhovnega poveljnika, za kar bi moral sprejeti, po mojem mnenju, tudi politično odgovornost, ter negativno oceno na zadnjem preverjanju na vaji, so pripadniki Slovenske vojske zagotovo visoko sposobljeni in motivirani. Dokaz so same pohvale iz tujine, ki jih čitamo preko javnih medijev, in nenazadnje tudi levji delež nalog opravljenih v begunski krizi. Vsaka država potrebuje dobro izurjeno in motivirano vojsko. Leta 1991 si tudi kot častnik v oboroženi sestavi teritorialne obrambe niti nisem mogel zamisliti, da se bo kdaj v svobodni Sloveniji govorilo o takih smiselnostih obrambe države oziroma v obliki tega, kar se dogaja danes v Slovenski vojski. Ob sprejemanju zakona o obrambi se mora po mojem prepričanju odpirati tudi razprava o pomembnosti, kako je vojska opremljena, s kakšnim orožjem razpolagajo naši vojaki. Tudi se ne sme zanemariti pomembnega dejstva, da je vojska kadrovsko nepopolnjena, da so pripadniki Slovenske vojske nezadovoljni. To ni presenetljivo in eden izmed razlogov je tudi ta, da se pri plačah po sistemu plač v javnem sektorju kandidat za vojaka uvrsti v 20. plačni razred in kandidat za častnika v 29. plačni razred, kar pomeni, če prevedem, da prejema vojak dobrih 900 evrov bruto, častnik pa 1300 evrov. Predvsej pod slovenskim povprečjem. Osnovni plači plačnega razreda pa se kot javnim uslužbencem se pa seveda prištevajo dodatki 0,33, kot je dodatek na delovno dobo, ter po 5 letih tudi dodatek za stalnost. Če ta plačila prevedemo v neto zneske, govorimo o 647 evrih oziroma o 900 evrih neto. O čem torej govorim? Govorim o preživetju tega človeka, ki se zaposli v vojski, ne pa o tem, da ta človek pripravlja na življenje za svojo domovino. Ob teh zneskih, o katerih sem prej govoril. V uvodu bi želel opozoriti, da zakon o obrambi in zakon o službi Slovenske vojske nista zakona, ki imata pravico urejati delovnopravne zadeve in na kar je po mojem mnenju na predlog zakona o obrambi opozorila tudi zakonodajna pravna služba državnega zbora. Delovnopravne zadeve v Sloveniji se urejajo splošno delovnopravno zakonodajo, v katero se uvršča zakon o delovnih razmerjih, ki se sprejema po določeni proceduri v dogovor s socialnimi partnerji. Podrobneje pa se pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, ki izhajajo iz delovnih razmerij, uredijo v kolektivnih pogodbah. Kolektivna pogodba pa je akt, ki je sklenjen s sindikati, združenja sindikatov in delodajalci v socialnem dialogu in velja princip in favorem, torej kolektivna pogodba lahko delavcem nudi več pravic, kot jih daje zakon. In zaradi neurejenega statusa in nejasne karierne poti iz Slovenske vojske odhaja vedno večje število njenih pripadnikov. Poklic vojaka postaja za mlade vedno bolj nezanimiv. Zaradi visoke gospodarske rasti in potrebe po delavcih v gospodarstvu mladi
urejeni in disciplinirani delavci, kot so slovenski vojaki, zaposleni v Slovenski vojski, raje odhajajo boljšim priložnostim nasproti in kaj so glavni razlogi za tak trend. Če se z mladim pogovarjaš, je osnovni razlog plača. Torej, nizke plače, ob tem se pojavljajo nezakonita plačila za opravljeno delo, torej viški ur, na kar dokazujejo odločitve sodišč, nekvalitetna oprema, slabi medsebojni odnosi, ki nastajajo zaradi pritiskov, mobingi, trpinčenje, nezmožnosti usklajevanja dela in družinskih obveznosti, saj so na letni ravni od doma in družine odsotni tretjino delovnega časa, v primeru udeležbe na mednarodnih operacijah pa kar 2/3 delovnega časa. Pregorelost, da se mora zaradi zmanjšane sestave obstoječe strukture, kot so že prej omeniti, opraviti vse naloge. In ne nazadnje, ne smemo pozabiti, da poklic vojaka postaja izredno nekonkurenčen. Nekonkurenčen predvsem potem, ker je vojaku po 45. letu starosti preneha delovno razmerje in država jim še vedno ne zagotavlja in omogoča socialne varnosti v obliki v javnem sektorju, na drugem delovnem mestu, za katerega bi bil tale pripadnik, ki se zaposli, pripravljen sprejeti to delo. Zakaj bi sprejel tako delo, če pa lahko dobi v gospodarstvu precej večjo plačo za manjšo delovno obremenitev in recimo za nedoločen delovni čas. Zdaj, sindikati nenehno opozarjajo, da je v uvedbi enotnega plačnega sistema in da se je ob tem uvedbi neustrezno uvrstilo pripadnike Slovenske vojske v plačilne razrede in da se jih neupravičeno ves čas primerja z ostalimi uniformiranimi poklici. Vsak uniformiran poklic ima svoje specifike, ki morajo biti tako ali drugače opisane in ovrednotene v kolektivni pogodbi. Na to smo že opozarjali takrat, ko smo nekateri imeli možnost, da smo pri teh privedbah sodelovali in da bodo te privedbe, ki so se takrat izvrševale, to bilo leta 2007, v preteklosti, ukolikor ne bo kolektivnih pogodb in specifik, prinesle določene težave in te težave so tu. Zdaj zaradi teh težav se pojavlja sedaj globoko vrzel za nezanimanje za vojaški poklic. Zaradi enotnega plačnega sistema in zaradi tega, ker ni kolektivne pogodbe. Zakaj letno vojsko zapusti več pripadnikov, kot se jih na novo zaposli? V lanskem letu je bilo po znanih podatkih na novo zaposleno, to so objavljeni podatki, 205 pripadnikov, 316 jih je odšlo. Odgovor je več kot na dlani. Če bomo želeli znova narediti poklic interesanten, bomo morali tudi zaposlene bolje nagrajevati. In to je tudi poziv vsem deležnikom, vsem vladajočim koalicijam, vladam, da morajo enkrat pogledati tudi na slovenskega vojaka. V nekdanjem plačnem sistemu so bili pripadniki Slovenske vojske deležni vrste dodatkov, s katerim so se nadomeščale nekatere pomanjkljivosti. Kljub dejstvu, da naj bi se pri prevodu v nov plačni sistem takratne dodatke ovrednotilo skozi novo, višjo osnovno plačo oziroma plačni razred, je večina dodatkov izgubila svoj pomen, ne nazadnje tudi nominalno vrednost. Opozoriti želim tudi na dejstvo, da je po uvedbi in po uvedbi enotnega plačnega sistema prišlo do povišanja osnovne plače, ki pa je bila pozneje poravnana skozi nesorazmerja. Vmes se pa pojavil ta famozni ZUJF in zvišanje ni nikoli nadomestilo izgube nominalne vrednosti dodatkov. In kje smo sedaj? Število pripadnikov Slovenske vojske je padlo pod kritično mejo. Govorim predvsem o vojakih, tudi o častnikih in ne o zaposlenih na generalštabu oziroma na ministrstvu. Govorimo o kadrovski podhranjenosti, saj po ocenah načelnika generalštaba gospoda Gedra manjka kar 1238 pripadnikov Slovenske vojske po kadrovskem načrtu. V nadaljevanju pa je še trend upadanja števila pripadnikov. Zaradi tega se, kot sem že omenil, pritisk na obstoječo strukturo še povečuje in zaradi izgorelosti se število zaposlenih še zmanjšuje. Pojavljajo se tipične kršitve delovnega razmerja,
ki se zaznavajo v takšnih primerih. Neplačevanje nadurnega dela zaradi napačnih določil načelnika, zmanjševanje pravic do dodatkov, katere ureja zakon o službi v Slovenski vojski, nezagotavljanje prostih dni, za katere zaradi odločitve sodišč se izplačujejo odškodnine, pritiski nadrejenih na zaposlene in podobno. Vse te stvari so zabeležene, vse te stvari so dejansko javno objavljene. In da bo mera polna, se pojavi zakonodajalec s pripravo novega zakona o obrambi, namesto da bi v okviru socialnega dialoga reševal problematiko in promoviral poklic vojaka, poklice v Slovenski vojski, se vladajoča garnitura odloči, verjetno po nekih priporočilih generalštaba ali pa ministrstva za obrambo, da se problematika vojske rešuje z novimi zakoni, novimi ukazi, novimi predpisi. V popolnoma zbirokratiziranem ministrstvu želijo z novim zakonom urejati enake odnose med javnimi uslužbenci, vojaki in ostalimi zaposlenimi v javnem sektorju. Niti ne predvidevajo to, kar ima večina poklicnih skupin in javnih uslužbencev, to je kolektivna pogodba. Včeraj sem šel gledati na spletno stran Ministrstva za delo in ugotavljam, da samo Slovenska vojska nima kolektivne pogodbe. Vsi ostali uniformirani poklici imajo kolektivno pogodbo. In za nameček se je pripravila in vnela razprava v pripravi, ali je model sindikalnega organiziranja v Slovenski vojski ustrezna oblika socialnega dialoga in zaščite pravic delavcev na obrambnem področju. Sploh ne vem, kaj bi rekel na to tezo. Človek se sprašuje, ali gre v predlogu novega zakona o obrambi za namerno uničevanje Slovenske vojske in vrnitev nazaj v preteklost, ko postaja opozarjanje na sodno preganjanje kršitve nadrejenih nezaželeno. Razprave o tem, ali sindikat ne sodi v oborožene sile, ter že tako zakonska prepoved stavke pomeni, da skuša zakonodajalec po vsej sili ukiniti sindikat oziroma da so neke želje v ozadju take, da je sindikat moteč element in s tem omogočiti nezakonito delovanje, saj dosedanje kršitve delovnopravne zakonodaje tudi po sodnih odločbah niso bile sankcionirane. Dejstvo pa je, da si verjetno zakonodajalec ne želi, da bi sindikat pričel mlade opozarjati na nesmisel zapustitve Slovenski vojski zaradi zakonskih nesmislov. Mislim, da tlele more in ministrstvo in sindikat delati v isti smeri, izboljšati položaj in ta poklic zopet narediti interesantni mladi. Varnost države ni samoumevna. Zaupanje ljudi v vojsko je na visoke ravni in čas je, da začne tudi vladajoča politika ceniti in ustrezno plačevati ta tako pomemben segment naše družbe. Čas je, da plače zaposlenim omogočajo preživetje družin, se bodo drugače zaposleni poiskali zaposlitve v drugi dejavnosti v tujini. Ne smemo pa pozabiti, da so vojaki mladi ljudje z mladimi družinami, ker so tudi njihove partnerke mlade in imajo otroke in zaradi neugodnega položaja mladih na trgu dela pogosto brezposelni in se zaposlijo prekarno. In mladi človek bo vedno iskal rešitev tam, kjer bo dobil denar in kjer bo lahko preživljal svojo družino. In mislim, da je čas, da se tudi vojski te stvari spremenijo in da je namen tega posveta, da opozorimo še enkrat novo sestavo državnega zbora, tako kot je v uvodu gospod predsednik državnega sveta povedal, da jim damo neko maslo, na podlagi katerega se bo položaj zaposlenih izboljšal. Hvala. Hvala lepa, gospod Rožič. Sedaj pa je čas, da pričnemo z današnjimi predstavitvami, odpremo razpravo, tisto strokovno razpravo o problematiki delovnopravnega položaja pripadnikov Slovenske vojske in iskanju rešitev. Naj vas upozorim, da imate na klopeh tudi program posveta, razprava o vsebini posveta in predstavljenih referatih z vašimi pripombami in vprašanji bodo odprta na koncu posveta.
K razpravi se lahko prijavite tudi za prijavnico, ki ste prejeli na klop in jo lahko date gospodu Lahu. Prav tako vas obveščam, da bodo po klopeh krožile liste prisotnosti, ste že podpisali, na katere se lahko pišete. Hvala. To so bile zdaj tehnične informacije in za lažji potek posveta pa prihajamo na naslednji del našega posveta. K besedi vabim dr. Klemna Grošlja s Fakultete za družbene vede, da predstavi svoj pogled na problematiko. Gospod Grošelj, prosim. Pozdravljeni, sam en popravek, nisem več na FDV. Še boljš. Ja, v nekaterih delih da, v nekaterih ne. Torej, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz sem sicer si pripravim PowerPoint, pa sem se premislil, da ga ne bom, ker to potem postane predolgočasno, tako da bom imel nekaj svoje glave, nekaj imam tudi zapisano, nekako mojo predstavitev sestavljeno iz 2 delov. Prvo je stanje v Sloveniji in obrambnem sistemu in pa potem ukrepi vezani na ta sistem. Vem, da bodo nekateri to so že slišali, nekateri bodo to težko poslušali, ampak gremo začeti. Torej, kadrovski deficit obrambnega sistema je dejansko dosegel raven sistemskega problema, kar se kaže v tem, da je bil izvršen vpoklic rezerve, kar pomeni, da Slovenska vojska pravzaprav že s težavo opravlja svoje temeljne, mirnodobne naloge, kar postavlja tudi samo oceno, katera je bila podana pred parimi tedni, dnevi, pod vprašanje, ampak pustimo to. Zdaj, gre za problem, ki je sistemski, gre za problem, ki pravzaprav niti ni nov. Podoben problem smo se soočali tudi že v letih 2004-2008 in je dejansko, če pogledamo zelo sistemsko in zelo podrobno, problem neposrečenega, nedokončanega, pa tudi do določene mere nepremišljenega prehoda iz obvezniškega v poklicno popolnjevanje. Se pravi, obvezniško in poklicno popolnjevanje temeljite na 2 različnih filozofijah. Obvezniško temelji na tem, da država za zakonsko prisilo privede dovoljšen kadrovski potencial v sistem, ki ga potem sistem izuri, usposobi in uporabi za potrebe obrambe države, medtem ko poklicno popolnjevanje, tudi lahko rečemo profesionalno, zahteva, da se sistem temu prilagodi, kar pomeni novačenje pripadnikov. In to je popolnoma drug proces. Naš zakonodajni okvir, kot vidimo, je še vedno temelji nekako, je obstal nekje vmes v nekih vicah med obvezniškim popolnjevanjem in pa poklicnim popolnjevanjem, pri čemer smo potem še nesrečno sprejeli ta zakon o službi v Slovenski vojski. Drugo, kar je tudi pomemben in zanimiv fenomen, je izrazit in izredno nepotreben medorganizacijski konflikt v našem našem nacionalno-varnostnem sistemu, ki je po svoje pravzaprav nek hud paradoks, glede na to, da se soočamo z mednarodnim varnostnim in tudi, že do neke mere tudi nacionalnim varnostnim okoljem, ki ga zaznamuje hibridna vojna. In če je kdo pred dnevi prebral, kar je govoril na svojem letni predstavitvi načelnik ruskega generalštaba, armadni general Gerasimov, je govoril o celovitosti nacionalno-varnostnega pristopa in hibridna vojna, ki poteka in ki se sooča na vseh ravneh družbe, se pravi od varnostnega, ekonomskega, medijskega, informacijskega in tako naprej. Se pravi, soočamo se z neko novo grožnjo, ki jo v preteklosti nikoli nismo imeli, kar bo pomenilo, da vsi sistemi, ki delujejo v tem okviru, pa tudi nekateri, ki pravzaprav nikoli niso delovali v okviru nacionalno-varnostnega sistema, se bodo bili prisiljeni v ta sistem nekako vsaj posredno, če ne neposredno vključiti. In to tudi pomeni, da se bodo ti kadrovski bazeni in vrtički, ki so se pojavljajo in so se oblikovali v Sloveniji, enostavno morali stopiti, oziroma bodo morali enostavno izginiti. Se pravi, dosedanja ta parcialnost, sektorska, profesionalna in tako naprej, je napačen odgovor na nekaj, s čimer se bomo v prihodnjih letih soočali, oziroma se pravzaprav že soočamo. Kot vidimo, Slovenija ni nek otok sredi oceana, ampak smo dejansko globoko vpeti v te procese. Smo v regiji, ki je neposredno že pod strahovitim pritiskom in bo še pod večjim pritiskom. In mi smo v tej regiji. Vprašanje, ki se zdaj dejansko postavlja, je, ali bomo del, ali pa bomo obrobje tega prostora, kot smo bili recimo na srečo pred nekaj dobrimi slabima 2 desetletjama. Torej, kaj se lahko naredi? Prvi je sistemski ukrep in sicer prenova zakonodajnega okvira. Tisto, kar mi potrebujemo, je dejansko nov zakon o obrambi. To ni nek zakon, ki bo imel tam množico členov, ampak gre zelo preprosto temeljni zakon, ki govori o razmerjah, obveznostih, dolžnostih posameznih akterjev v državi pri obrambi države. Govori o obrambi državi in ničemer drugem.
In ta zakon se potem, ker je pač dvotretjinski zakon, ne spreminja in potem tisto, reka hrbtenica. Hkrati se sprejme, bo potrebno spet zakon, ki bo urejal položaj Slovenske vojske kot take, znotraj, tukaj seveda vprašanje odločitve, ali bo ta Slovenska vojska ostala v plačnem sistemu, od kakršnega imamo sedaj, ali bo iz tega izšla ven. Razlike, očitno stališča v sistemu so pravi različna, vendar vsako ima svoje pluse in minuse. Vsekakor pa bo moral ta zakon biti odraz posebnosti oziroma narave dela v oboroženih silah. Se pravi, brez takšnega zakona ne bo šlo. Zakaj je poseben zakon? Zato, ker Slovenska vojska, kakorkoli že, ostaja na trgu dela in zato rabi določeno stopnjo prožnosti, ki je pa zakon o obrambi, kot sem rekel, z 60 glasovi v državnem zboru pač ne omogoča. Stvari so danes v konjunkturi, prišla bo zopet nova kriza in se bo treba temu pač ustrezno prilagajati. Naslednja pomembna točka je v bistvu redefiniranje oziroma oblikovanje nekega političnega konsenza o tem, kakšen nacionalno-varnostni sistem želimo in znotraj njega tudi obrambni sistem oziroma Slovensko vojsko. Dokler si ta družba ne bo odgovorila dokončno, kaj pravzaprav hoče od Slovenske vojske, hoče obrambnega sistema, bo težko delati kakršenkoli pravni zakonodajni okvir ali kakršnekoli druge aktivnosti izvajati na področju obrambe, ker če ne vemo, kaj želimo, če ne vemo, kam želimo iti, je potem težko napisati, kaj je pravzaprav odgovor na tisto. Se pravi, to je ena izmed ključnih nalog, ki se mora zgoditi v začetku novega sklica državnega zbora. Tisto, kar lahko sistem naredim, bi lahko že naredil v preteklih ne 4 letih, ampak recimo kar 15 letih, pa je, da se končno izvede analiza, kakšen je pravzaprav profil povprečnega pripadnika Slovenske vojske. Vse vojske, vsi sistemi, ki so šli iz enega sistema v drug sistem popolnjevanja, so tako analizo izvedli, zato da vedo pravzaprav, koga novačijo, kaj so motivi, interesi posameznikov, da vstopajo v Slovensko vojsko, kakšna je njihova družbena percepcija, pravzaprav kakšna je percepcija družbe obrambnega sistema, ker se ne moramo zanašati samo na neka javnomnenjske raziskave, kjer se v množici drugih vprašanj postaja še vprašanje, kakšen je vaš odnos in razumevanje položaja Slovenske vojske. To je premišljena in poglobljena analiza, recimo ameriška vojska, Moskva je to naredila leta 1973 in potem je tudi recimo ameriška vojska šla v ta prehod, ker vem, da je pač ta ameriški primer bolj popularen pri njem, če gledate druge vojske, tudi Nemčija je to naredila, po končni fazi tudi ruska vojska, ki je zdaj nekako strah in groza celotne Evrope. Potem je vprašanje, ki se tukaj postavlja, seveda položaj pripadnikov Slovenske vojske, del sistema javnih plač ali ne. V delu Slovenske vojske se zagovarja ideja, da se izstopi iz tega sistema. To je treba temeljito premisliti, glede na preteklost in posebnosti slovenskega proračunskega priprave proračuna, se tukaj postavlja vprašanje, če vojska izstopi iz tega sistema, katere so slabosti. Ker veste, vojske se ne vedno samo povečujejo, pride tudi obdobje, ko so pri tako imenovanih mirovnih dividend, ko se vojske zmanjšujejo. In če si izven enega sistema, potem se te stvari drugače dogajajo, kot so se dogajale do zdaj. Vzpostavitev kariernega sistema, to je zopet posledica tega nedokončanega in nedorečenega prehoda v profesionalizacijo. Dejansko v srcu teh poklicnih sistemov je seveda karierni sistem, ki mora biti prilagojen za vojaka, podčastnika in častnika, ker to so različne skupine, to so različni postopki novačenja in različne karierne poti. V osnovi pa je, ker Slovenska vojska nikoli ne bo dosegla te konkurenčnosti s plačami. Plače Slovenske vojske ne bojo nikoli tako konkurenčne v sistemu javnih plač ali izven njega, da bi recimo lahko konkurirali zasebnemu sektorju, razen v času ekstremne krize, kar pomeni, da je treba ljudem, ki vstopajo v sistem, predstaviti poln paket, kaj jih čaka ob vstopu in kaj jih čaka ob izstopu. In predvsem prenehati z tem konceptom, da je ta sistem nekaj zase, da je nekje v neki kasarni, ta fenomen kasarnizacije vojske, ki se pri nam dogaja in se odriva vojsko in sistem obrambni na družbeni rob, s tem je treba enostavno prenehati. Vojska mora biti integralni del te družbe. Seveda v okviru civilno-vojaških razmerij v družbi, ki veljajo in ki pač mora biti ustaljeni na pač ustrezni ravni standardov, ki veljajo v tej državi in v skupini držav, v katerih pač smo. Tukaj je vprašanje kariernega sistema. Zakaj je to pomembno? Zato, ker je to ključna dilema vsakega obrambnega sistema, poklicnega, ali je bolje zadrževati kader ali ga novačiti.
statistične empirične analize dokazujejo, novačenje novih je najdražji postopek. Se pravi, zadrževanje obstoječih, da ti tisti, katere izureš, usposobiš, ostajajo čim dlje v sistemu, to je v bistvu racionalnejša in enostavnejša pot. Seveda to potem pomeni, da je treba tudi na koncu te poti imeti ustrezne mehanizme, kako s temi posamezniki ravnati. Potem je tukaj sistem denarnih, vsi govorimo zelo veliko o denarnih nagradah, kar je dejansko zelo pomembno, se strinjam, da je pač plača, živimo, vsi delamo za denar, vendar v teh sistemih so pomembne in tu je izkušnja, tu kaže izredno pomembno vlogo tako imenovanih nedenarnih nagrad. In zdaj, ko se vračamo k tem nedenarnim nagradam, se sopet vračamo k tem, da pravzaprav mi ne vemo, kakšen profil pripadnikov Slovenske vojske pravzaprav imamo. Ne? Kljub temu, da ima verjetno Ministrstvo za obrambo veliko kadrovsko službo, ki bi to morala imeti pregled nad tem. Se pravi, ko veš, kak profil imaš, lahko s temi nedenarnimi motivacijskimi dejavniki bistveno vplivaš na zanimivost poklica v Slovenske vojske. V ZDA recimo je to zdravstveno zavarovanje, možnost izobraževanja in tako naprej. V Sloveniji, ne vem, mogoče pravica uporabe službenih stanovanj, podpora pri reševanju stanovanjskega problema, izobraževanja, ne vem. Treba je ugotoviti, kaj so tisti dejavniki, ki lahko vplivajo na večjo motiviranost, bom rekel, bodočih potencialnih pripadnikov Slovenske vojske. Torej, skrb za pripadnike, govorimo, zelo veliko se govori o tej celostni oskrbi, ki je vezana na mednarodne operacije in misije. Tukaj ni samo ta del te celostne oskrbe, ko govorimo o poklicni profesionalni vojski, govorimo o celostni skrbi za pripadnika od trenutka, ko ga začnemo novačiti, pa do trenutka, ko ga demobiliziramo. V slovenskem sistemu temelji ideja v tem, in zato tudi jaz govorim ta poklicno profesionalno, to je dejansko namerna provokacija z moje strani. Če imamo poklicno, potem, ko ljudem preteče pogodba, smo zaključili in se nikoli več ne vidimo. Pri vojskah tega ne morete izvajati in se to ne dela tako. Vedno se posameznike demobilizira, kar dejansko pomeni, da se naredi prehod iz vojaškega v civilno okolje. Ne pozabimo, da so to visoko izurjeni posamezniki. Vemo, da so trendi pojavljanja vojaških podjetij in to je zanimiv kader za te službe. Torej, ta nadzor nad tem vsaj nekaj časa, kaj se za vojaki dogaja, potem, ko se demobilizirajo, je del sistema. In tukaj recimo eno pomembnih zadev, ki je še odprt, ki v Sloveniji meni bila vedno čudila, je ta famozna 45 let. Mi vsi vemo, kjer je kdorkoli bil v kakšni tuji vojski, vsaj kakšen dan lahko ugotovi, da imate tudi pripadnike, ki so starejši od 45 let in lahko delajo tudi do upokojitve. Se pravi, ta prožnost znotraj sistema v kontekstu zadrževanja kadrov je treba razmišljati tudi o tem, da se pripadnikom omogoča, da ostanejo v Slovenski vojski, seveda, če njihove dolžnosti in funkcije, ki jih upravljajo v sistemu, ne zahtevajo nekih specifičnih psihofizičnih sposobnosti, ki jih pač z letom posamezniki zgubijo. Primerov tega je ogromno, imate te primere v Združenih državah Amerike, v Veliki Britaniji, tudi znotraj NATO lahko srečate, bom rekel, posameznike, ki so krepko preko 45 let. In potem naprej spodbuditi sistemski razvoj podpornega okolja. Tukaj govorimo o mehanizmih civilne družbe. To ni to, kar imamo sedaj in za kar v bistvu Ministrstvo za obrambo zapravi in tudi Slovenska vojska zapravi relativno veliko javnega denarja. Gre za sistem, kjer se poleg teh formalnih mehanizmov, ki jih zgradi ministrstvo, oblikuje civilno družbeno okolje, ki pomaga tem pripadnikom, tako v trenutku, ko vstopajo v sistem in ko izstopajo iz tega sistema. Se pravi, da imajo to socialno mrežo, ki jih ujame, ker vedno formalni mehanizmi ne delujejo. Lahko pa sistem z ustreznim financiranjem, premišljeno politiko na tem področju prispeva k oblikovanju take mreže. To, kar vsi občudujejo, pa bomo spet se vrnili preko oceana, v ZDA to ni posledica naključja, ampak je premišljene politike, ki jo je obrambni sistem izvajal v zadnjih 30-40 letih. Se pravi, predvsem olajšanje posameznikovega prehoda iz vojaške organizacije v civilno okolje tudi za temi civilno-družbenimi mehanizmi. Ukrepi za izboljšanje družbenega položaja Slovenske vojske, to sem že malce načel, predvsem pogled in percepcijo vojaškega poklica, to je naloga vseh nas, končno pa tudi mene do neke mere, ki se pač javno v tem zvezi s tem pojavljam, predvsem pa gre za to, da je treba Slovensko vojsko primerno pozicionirati v družbi. Ne da je, koliko je v Ljubljani simbolno v Mostah ob avtocesti in tudi v družbi je tako percipirana, oziroma jo potrebujemo se takrat, ko se nam neke poplave zgodijo, pa potresi, pa te zadeve pa une,
ampak jo je treba notranj premišljeno se v to integrirati. Zanimivo, recimo, bom dal eno aktualno, svežo zgodbo. Osnovna šola je imela en dogodek, bili so gasilci, policisti, reševalci, nekdo je manjkal. Zdaj, kdo si pa sami odgovorite. Zdaj, glede položaja sindikatov in profesionalnih združenj, to je zdaj tudi postala zanimiva debata, po načelu kill the messenger if the messenger is bad. Položaj sindikatov in profesionalnih združenj gre zamenjavati in združevati, to so dve različne zadeve. Predvsem pa je tukaj potrebno upoštevati na eni strani, bomo rekel, zgodovinske izkušnje posamezne družbe, tradicije, v katerih ta družba deluje, in če je v neki družbi tradicija, da se določene poklicne skupine sindikalno organizirajo najboljši ali pa najbolj uveljavljen, se pač temu sledi. Če ne, potem imamo profesionalna združenja. Sem vendar je treba upoštevati, da vse te stvari, zakaj ima Nemčija, ker se tako rada tudi pri tem navaja za tega Innerführunga, ta koncept prenašal v Slovenijo, zakaj ima Nemčija tako združenje, vemo, zato ker ima neko zgodovinsko izkušnjo pruske militaristične šole, ki je povzročila, vemo, kar je pač povzročila. Taka prenašanja, nekritična prenašanja tujih izkušenj so neč dobrodošle oziroma so pravzaprav škodljiva. Sploh pa v sistemu, ki je v preteklosti že marsikaj nekritično prekopiral, prenesel v svoje strukture in tudi to je del, oziroma v bistvu pravzaprav to povzročilo, da smo danes v takšnem stanju, v kakršnem smo in da se sprašujemo in da imamo sploh razpravo o tem, ali sploh imeti slovensko obrambni sistem, slovensko vojsko in da imamo tak kadrovski minus, kakršnega imamo. Se pravi, gre za res celovit nabor ukrepov. Predvsem se treba zavedati, da to niso ukrepi, ki bodo zdaj dali učinke od danes na jutri, ampak od danes pa mogoče prihodnjih desetletju. To so ukrepi, ki morajo biti sistemski. Zato, kot sem dejal, je tako pomemben ta politični konsens, ker brez tega pravzaprav drugega stvari ne moramo urediti. Toliko z moje strani, hvala lepa. Ja, hvala, gospod Grošelj. Naj nadaljujem, k besedi vabim magistra Dobrana Božiča z Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov. Izvolite. Hvala lepa. Kar težko nadaljevati, po mojem, z vsem tem, kar je bilo povedano danes, pa bom poskušal biti krajši, ker je bilo že večinoma tega povedanega. Spoštovani gospod predsednik Državnega sveta, najprej najlepša hvala, da se gostite Slovensko vojsko in mislim, da je danes zadnji trenutek, da se Slovenska vojska gosti tam, kjer se mora gostiti, po mojem, pri civilni družbi, ker mislim, da smo del civilne družbe, mi smo imeli vedno, da smo del okolice, iz katere črpamo moč in kateri dajemo. In mislim, da smo prišli do stanja, kjer mora civilna tudi družba jasno povedati, kakšno Slovensko vojsko hoče imeti, kakšna vojska naj bo takšna, kako naj bojo njeni pripadniki plačani in se odloči sploh, ali Slovenska vojska da ali ne. Poskušal bom res biti kratek, predvsem bom poskušal urisati, kje jaz vidim največje težave in verjetno, da Slovenija kot javnost ne prepoznavamo varnostnega vidika, kjer smo, torej ali ga ne znamo povedati, to, kar je dr. Grošelj povedal, da se ne zavedamo, kje smo in da imamo, ko sem peljal moje kolege generale po Ljubljani, sem rekel, kako naj ljudem povemo, ljudem v Sloveniji povemo, da je karkoli narobe, če po Ljubljani tako lepo, tako mirno in mi nismo niti znali povedati, da je pa blizu nas pa mogoče situacija je drugačna in da smo lahko del tega kmalu tudi mi. Še več, leta 2014 je na enem kolegiju generalni direktorata za obrambno politiko jasno povedal, da 10 let v sredozemskem bazenu ne moramo pričakovati nobene krize, pa se je mogoče čez 2 leti že zgodila migrantska kriza, kateri je bila cela Slovenija verjetno dana pred veliko preizkušnjo. Slovenska vojska oziroma obrambni sistem nikoli ni bil, po mojem, prepoznan kot del nacionalnega interesa, torej ne kot nek nacionalno varnostni pomemben del, ampak kot nacionalni interes in ga nismo znali kot takega mogoče tudi, ali pa se v zadnjem času predložiti. In verjetno potem, ko vidimo politične ambicije vseh strank, nikoli nek konsens, kaj ljudje hočejo prav in potem vse to strokovno, ki se razhajamo, kakšno vojsko želimo imeti, od 4000 pripadnikov do 35 000 na eni strani, verjetno prihajamo do tega dela, da verjetno se moramo najprej zmeniti, kakšno vojsko, potem pa verjamem, da bo stroka znala to vojsko postaviti, urediti, narediti pravo strukturo in tako dalje. Jaz vem, da ko je bila kriza, so vse države, in če gledamo danes vse države, ko gledamo države Evrope,
ali Kitajske, Rusije ali pa verjetno še kjer druge države, vse so začele krepko povečevati obrambni proračun, krepko so začele vlagati v strukturo, v ljudi in v opremo. Mi tega nismo nikoli prepoznali, še več, mi pravimo, da smo zaustavili trend in res smo finančno, denarno gledano zaustavili trend, vendar kot če gledamo procent družbenega produkta, smo celo manj, kakor vem podatki, zdaj ne vem, če to res ali ne, ampak kakor sem gledal, mogoče celo manj dajemo ven, po denarju pa več in verjetno bi mogli krepko prepoznati. Jaz vem, da ko smo 2012 prišli, ko sem jaz prišel kot načelnika in mi potem rekel moj finančnik, je rekel, mi smo prišli na prazno mizo. To je bila razlika, jaz tega nikoli nisem, do leta nazaj jaz tega nisem pokapiral. Je rekel, mi smo prišli na prazno mizo. Nam je zaradi ekonomske finančne krize v Sloveniji, nam je takrat lahko, ne govorim, ali je vlada prav naredila, ni prav, nam je počistila mizo. In takrat so nam vzeli takšna finančna sredstva, da je nekaterim bilo zelo lahko iti v ZUJF in vzeti 5%. Nam pa na prazno mizo, kjer ni bilo niti drobtinice, je bilo zelo težko dati še 5% in se potem boriti s temi 5% in pač, jaz vedno pravim, preživeti na to. Ko govorimo o izdatkih 50, 30, 20, mislim, da narobe govorimo, da nam to govori NATO. NATO nam kaj veliko ne govori, kaj moramo narediti, mi potem, ker ne znamo to mogoče upravičiti sami, pravimo, to NATO zahteva od nas. NATO ne zahteva 2% dobenega, oni pravijo, da je to minimalni standard za sodobno vojsko, ki mora biti in res pričakujejo od nas, če smo del tega kluba, da damo 2%. Skozi ta 2%, potem 2% pride pomembno, ker je pa 50, 30, 20 in spet govorimo, NATO zahteva, da 20% vložimo. Ne, to je minimalna sociala vojaka. Za vse stranke, in leve in desne, če želimo imeti vojaka, ki bo, in vsi, mislim, da in levi in desni hočejo, da je vojak pravično, socialno plačan, dajmo mu dovolj denarja, da mu pravilno izplačamo plačo, da mu pravilno izplačamo nadure, da mu pravilno izplačamo potni nalog in ko gre na teren, da dobi tudi kaj dnevnice. Mi smo tudi leta 1993 znali to izplačevati. Danes imamo vse te pogoje, pa ne zato, ker sami šparamo, se racionaliziramo in tega ne znamo delati. 30% je, da se vojak pravilno usposobi, torej da upravi vse usposabljanje, da bo delovni proces njegov potekal varno, in 20% je, da bo tisto delovno obleko, ki potrebuje delovno obleko, si lahko kupil, da bomo vojska dala delovno obleko, ali je to 8-kolesnik, ali pa to čelada, torej ali pa uniforma in ustrezni škornji, da si bo lahko kupil. In ko pogledamo danes, kako smo mi sami, to moramo tudi priznati, vojaki sami, torej moji kolegi, smo tudi sami zaradi racionalizacije in ker smo vedno hoteli narediti vse, kar je bilo, smo sami šli v neka zmanjčevanja, ki po mojem časih ni bilo potrebna in smo prišli do tistega gordijskega voznja, z katerega moramo iti in na katerega nas sindikat upravičeno zdaj opozarja. Torej, moramo gledati, da časih tudi jaz sem bil jezen mogoče na sindikate, ampak se upravičeno verjetno borijo za svoje plače oziroma za vse nas, tudi za generala Gederja danes verjetno za te zadeve. Slovenska vojska, obrambno ministrstvo se je že od leta 1991 soočalo z različnimi izzivi, ki smo jih zanimivo zelo dobro s širšim konsenzom in politiko in širšim konsenzom znali verjetno tudi ustrezno odreagirati, torej preiti iz neke teritorijalne sestave neko profesionalno del in bistvo tega, kar je, da provoja nismo nikoli zaključili. Mi smo imeli en super program provoj in vojska in obrambni del ga je zaključil. Mi smo ga zaključili in smo naredili večinoma tisto, kar bi morali narediti, tisti 20-30% bi pa morala potem ostala ministrstva, ostal cel sistem države narediti, pa tega nikoli nismo naredili, verjetno nismo imeli dovolj moči in smo zaključili, smo rekli, prvo je zaključen in vseh sprememb, kam vojaka po 45 letu, ali mu dati potem odločbo za nedoločen čas, ali pa vojaka, kar je za mene nesprejemljivo, vreč na cesto, torej vojaka, policija in vseh teh se verjetno ne meče na cesto. Vsem skupno, kar je bilo od leta 1991 naprej, pa pred letom 1991 je bilo, da je bil vsi izzivi so bili verjetno pravočasno prepoznani, takrat se je politika na vseh nivojih, civilna družba, prebivalstvo smo točno verjetno vedeli, kam želimo iti in stroka in se je verjetno ciljno usmerila in smo verjetno to znali narediti in smo se znali postaviti. Danes situacija, ki je pa po mojem stojimo na mestu, nimamo pravih odgovorov, tako stroka, po eni strani ne znamo odgovoriti na pobude ukinimo vojsko, ki spet prihaja, torej kaj potrebujemo vojsko, dajmo maslo, ne znamo povedati, da je vojska
obrambno ministrstvo, ko govorim, ne me narobe razumeti, da je del nacionalnega interesa vsake države in da verjetno kot tako verjetno je težko ukiniti. Tudi ne znamo povedati, da so nevarnosti okoli nas. Zadnjič je bila ravno neka razprava, kdo nas ogroža, kaj nas ogroža. Verjetno ne znamo povedati. Potem je absolutno, in to so vse legitimne pobude. Gremo iz NATO. Po drugi strani slišimo, ne, vojsko treba takoj danes spraviti na 35 000, potem eni pravijo, gremo nazaj v naborništvo, potem se pogovarjamo, ali smo del javnega sektorja ali ne in ne znamo povedati, ker mislimo, da če gremo iz javnega sektorja, da bo potem med in mleko, pa bomo verjetno krepko premajhni vojaki in verjetno ne bomo tega znali odreagirati. In verjetno, ker se ne znamo dobiti nekakega konsenza med politiko, civilnim delom, torej kaj ljudje res želijo in pričakujejo od nas in potem stroko stojimo na mestu, verjetno iščemo vse preveč rešitve v zakonih, da nam bojo zakoni verjetno kje rešili, pa vem, da me enkrat vprašal, ali preživite s tem zakonom, ki ga imate danes, pa se verjetno preživimo in verjetno bomo res morali se širši konsens in kam bomo šli. Jaz mislim, da so res spremembe, ki so pred nami, tako obsežne, da bomo mogli krepko ta državni svet in civilno inicijativo in prebivalstvo vključiti in da nam bo jasno mogoče povedala, vem, da je že bilo kar nekaj v kuloarjih govora, pa dajmo vprašati ljudi, ali ukinemo to vojsko, če je taka problem, ali pa ne ljudje res povejo, da vojsko potrebujemo in potem bo to dovolj velika zaveza za vse nas, da postavimo vojsko takšna, kot mora biti. Jaz vem, da vojsko potrebujemo, obrambni sistem potrebujemo, znamo ga postaviti, vem, da so vojaki pošteni in da smo lahko mi Slovenci res ponosni na naše vojake in vojake in jaz verjamem, da se moramo zbrati skupaj, naj ta konsens in tukaj res hvala lepa še enkrat državni svet in verjamem, da nam boste vojakom našim pomagali, da postavimo mesto našim dekletom in fantom, ki ponosno nosijo uniformo na pravo mesto. Stroka vem, tako stroka iz fakultet, kot stroka vojaška, pa vem, da bo to znala potem postaviti na svoje mesto in narediti tako strukturo, da bomo vojakom dali dostojno plačo, dostojno usposabljanje in dostojno opremo. Toliko z moje strani, upam, da nisem bil predolg. Hvala lepa. Hvala, gospod Božič. Izvolite, gospod predsednik. Spoštovani udeleženci posveta, jaz se vam opravičujem, jaz bom zaradi obveznosti ta posvet zdaj moral zapustiti. Ampak nekaj vam pa obljubljam. Vse, kar bo danes tukaj povedano in vsa gradiva, ki nam jih boste posredovali, se bom z njimi osebno seznanil in tudi potem ustrezno v državnem svetu jih bomo obravnavali. Ta posvet jemljem kot uvod v več posvetov in državni svet bo postavil na agendo državnega zbora neko strukturo, nek predlog spreminjanja zakonodaje, ki ne bi jo novi sklic potem upošteval ali pa ne. Potrudili se bomo, da jo bo upošteval. Doktor Grošelj, jaz vas tukaj pozivam, vam praktično mečem rokavico, povabljeni ste kot del stroke med civilno družbo in oboroženimi silami, da to skupaj realiziramo in jaz mislim, da v nekem redosledu strokovnih izmenjevanj mnenj in sestave enega skupnega stališča se izognemo ideološki obravnavi te problematike v državnem zboru in ponudimo konkretne strokovne rešitve. Torej, lepo ste povabljeni, vi in ostali deležniki, da to ne bo zadnji, ampak bo prvi izmed posvetov na to temo in iz tega nekaj dobrega sestavimo in v obliki zakonodajnega predloga in časovne agende sprememb zakonodaje ponudimo državnemu zboru. Vsem skupaj se vam še enkrat zahvaljujem, da ste danes tukaj in vas povabim, da čim več svojih stališč argumentirano iznesete, tako da bomo lahko tudi v državnem svetu kvalitetno oddelali svoje delo. Hvala in uspešno delo še naprej. Hvala, gospod predsednik. Sedaj pa k besedi vabim Andrejo Tos-Zajšek, samostojno pravno svetovalko na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. Dober dan, želim vsem prisotnim. Vladi Rožič mi je predstavil in povedal, da sem pravnica. To se pravi, bo moj pristop malo bolj pravniški in seveda ne morem se zaradi odločno premajhnega poznavanja materije, problemov v Slovenski vojski lotevati tega na tak širok in tudi poglobljen način, kot sta storila to pred mano kolega.
ampak se bom dotaknila samo enega kamenčka v tem mozaiku problemov. Kamenčka, s katerim sem se srečala že nekaj let nazaj. Mislim, da sem predstavnikom sindikatov Slovenske vojske predstavljala spremembe zakona o delovnih razmerjih v letu 2007. In takrat smo se prvič vprašali, in takrat, ko sem bila med njimi, sem jih vprašala, zakaj pa ne rešujete svojih problemov s kolektivno pogodbo. In so fanti rekli, ja, to pa ne gre, to pa ne pridemo skozi ta dogovor. In zato je tudi moj namen danes, da vendarle spregovorim nekaj o socialnem dialogu, nekaj o kolektivnih pogodbah kot produktu tega dialoga in pa seveda o prednostih, ki jih tak socialni dialog prinaša. V svojem povzetku bom govorila o delavcih. Vi govorite pripadniki Slovenske vojske, vojaki. To so delavci, kakorkoli obrnemo, to so zaposleni ljudje, ki delajo po navodilih, pod nadzorom, to so preprosto delavci in ko razmišljamo o njihovih pravicah, moramo razmišljati o njih enako, kot razmišljamo o pravicah in obveznostih ostalih zaposlenih v tej državi. Če se hočem dotakniti socialnega dialoga, potem seveda, če začnem s socialnim dialogom, ugotovim, da morata biti najprej dva partnerja za socialni dialog. Na eni strani mora biti delodajalec, na drugi strani morajo biti pa predstavniki delavcev, torej organizirani delavci. In sem prav zgrozo poslušala zdajle, ker tega nisem vedela, da pravzaprav se celo odpira vprašanje, ali je sploh umestno, da je v Slovenski vojski organiziran sindikat. Torej, da se te diskursi odpirajo. To vprašanje je pravzaprav uredila že Ustava Republike Slovenije v 76. členu, ko je jasno in glasno dopisala, da je združevanje, delovanje, organiziranje svobodno, nobene omejitve ni, za razliko od člena, ki sledi, ko govori o stavki, ko govori o pravici posameznika, da se vključuje v organiziran proces izražanja neke volje, kjer izrecno pravi zakon, da se lahko tudi stavka omeji zakonom. Za svobodno sindikalno združevanje pa take omejitve ni, razen, pa ne bom šla v te podrobnosti, so v ustavi še določene norme, torej imamo v misli 14. člen ustave, ko je tako omejevanje pravice do uresničevanja ene svobode na škodo druge svobode, lahko tudi pretehtano in eventuelno omejeno. Zdaj, jaz razumem, da smo tako demokratična in zrela družba, ki razume ustavo in jo tudi izvaja, kar pomeni, da se ne odpirajo ta vprašanja dopustnosti organiziranja ali pa potrebnosti organiziranja sindikata v Slovenski vojski. Zato tudi ne bi rada o tem kaj preveč govorila, ker mislim, da je to prej muha enodnevnica. Ja, prej se sprašujem, kaj pravzaprav je vloga in funkcija tega sindikata, kako lahko tak sindikat v Slovenski vojski vodi socialni dialog, ki se manifestira pri sklepanju kolektivnih pogodb. In kje pravzaprav ima ta sindikat sploh svoje mesto v tej družbi, v združbi vojakov ali delavcev zaposlenih v Slovenski vojski, kaj je njegova funkcija, njegova poklicanost. Če se dotaknem ciljev delovnega prava, ker sem delovna pravnica ali pravnica z področja delovnega prava, tudi delam, to se pravi, sem tudi včasih delovna. Cilje kolektivnega delovnega prava lahko opišem kot zagotavljanje in sledenje in doseganje demokratičnosti delovnega okolja. Veliko je bilo govorjeno o plači, torej tudi o redistribuciji in pa učinkovitosti. To so bistveni elementi. Seveda kolektivne, naša zakonodaja ostajava, pa potem tudi zakon o delovnih razmerjih in zakon o kolektivnih pogodbah nista začetek in konec tega sveta. Vrsta mednarodnih predpisov je, vrsta predvsem konvencij, ki nam pravzaprav narekujejo, kako ravnati, kako se odločati, kako urejati določene odnose v svoji družbi. Torej, če sledimo
mednarodni organizaciji dela, je ta vendarle poudarja poglavitno funkcijo sindikatov v njihovi demokratičnosti, torej da zagotovijo neko enako možnost in enako vplivanje na pogoje dela v delovnem okolju za vse, na ekonomsko funkcijo sindikatov, ki pač zagotavljajo pomoč pri iskanju tistih optimalnih rešitev, pri ustvarjanju nekega produkta in pa delitve iz tega naslova, in pa tudi njegova funkcija je zelo močno socialna, saj omogoča vsem, ki bi radi delali, da se najdejo v tej družbi, da najdejo mesto v tej družbi. In seveda vsa te akcije sindikata oziroma pozivi se najbolj manifestirajo tudi v pravni naravi in s tem pravnih učinkih kolektivne pogodbe. Zaradi uresničevanja naštetih ciljev je avtonomija strank v delovnih razmerjih nasplošno omejena. Vedeti je treba, da so kolektivne pogodbe lastne le delovnemu pravu. Gre torej za institut, ki je direktni odgovor na specifične potrebe delovnih razmerij. To se pravi, kolektivna pogodba je, jaz nimam izkušenj z sklepanjem kolektivnih pogodb na javnem sektorju, zelo veliko pa na zasebnem, in seveda kolektivna pogodba bodisi na ravni dejavnosti ali podjetniški ravni je slika dejavnosti. Iz nje se vidijo določbe, ki so posebej urejene, na katerih je večji poudarek, in z tega lahko tudi sklepaš, kaj je pravzaprav bistvo tiste dejavnosti. Pravni okvir za nacionalno urejanje sistema kolektivnega pogajanja sestavljajo številni mednarodni akti z področja temeljnih pravic, ki zavezujejo Slovenijo. Kot država članica pa smo zavezani tudi s pravom z Evropske unije. Pa da se samo naštela jih bom, da vas ne ubijam, z vidika torej akti, ki jih je sprejela Mednarodna organizacija dela, to so te znane konvencije 87 torej o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic, 98 o uporabi načel o pravici organiziranja in kolektivnega dogovarjanja, pa konvencija 154, ki smo jo ratificirali v letu 2005 in šteje se ušteva med sodobnejše konvencije, govori pa o pospeševanju kolektivnega pogajanja in tudi vežana na istoimensko priporočilo 163. Ampak rada bi se bolj zadržala na dokumentih Sveta Evrope. Dva dokumenta sta. Eno je Evropska konvencija o človekovih pravicah, ki je bila sprejeta že leta 1950 in je med ostalim vsebovala tudi določbe, ki se nanašajo na svobodo združevanja, vključno s pravico do ustanavljanja in do včlanjevanja v sindikate. Čeprav ta konvencija v 11. členu ne navaja izrecno pravice do sklepanja kolektivnih pogodb, bi rada opozorila na sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, ima že brado. Namreč iz same konvencije izhaja besedna zveza povezavi z sindikati, da bi zavarovali svoje interese, kaže na neko aktivno delovanje sindikatov, kar po mnenju Evropskega sodišča dokazuje, da konvencija varuje pravico, da se poklicni interesi članov sindikata zaščitijo s kolektivnim ukrepom tega sindikata, s tako imenovanimi za ukrepom, ki ga morajo države pogodbenice hkrati dovoliti ter omogočiti njegovo vodenje in potek. Zakaj je pravzaprav to pomembno? Mladi je že na začetku omenil, da gre za vrsto poklicev, ki imajo kolektivno pogodbo. Jaz bom kar rekla, policisti, gasilci, to so vsi uniformirani, samo vojska je nima. In iz te sodbe izhaja, da pravzaprav je tudi ta pravica varovana. To so sodbe Belgijskega nacionalnega sindikata policistov proti Belgiji iz leta 75, zato pravim, da ima brado, pa švedski strojvodje proti Švedski iz leta 76, tudi ta ima brado, no pa da navedem še eno malo novejšo, to je zadeva Wilson in nacionalni sindikat novinarjev ter drugi proti Združenemu kraljestvu iz leta 2002. To se pravi, da mednarodno pravo vendarle omogoča, napotuje in varuje pravico do sklepanja kolektivnih pogodb, ki pa so
vedno prostovoljne. Drugi dokument Sveta Evrope pa je seveda Evropska socialna listina, ki v svoji vsebini dopolnjuje Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in med osnovnimi pravicami zagotavlja tudi pravico do organiziranja, združevanja in pravico do kolektivnega pogajanja, vključno s pravico do stavke. Pravica do kolektivnih pogajanj v Evropski listini, socialni listini je prepoznana kot temeljna pravica. Pri nas sem rekla na začetku, je to neodtujljiva človekova pravica povzdignjena na ustavno raven, ker je zapisana v ustavi. In to je tudi tisto, kar je treba povedati, da ko delamo primerjave, o tem bosta povedala kolega več, ker več veste o tem kot jaz, ni dovolj primerjati samo posamezne zrne med seboj. Potrebno je narediti primerjave v celotnem sistemu, v kakšnem sistemu je neko razmerje urejeno, kakšne so pravne podlage in ne samo enosmerno kopirati rešitev, ki so ugodne. Ampak, da se vrnem na Evropski svet, rada bi vas opozorila, rada bi izpostavila, da je tudi stališče Evropskega odbora za socialne pravice povzelo oziroma interpretiralo 6. člen Evropske socialne listine tako, da je poudarilo, da se ne nanaša zgolj na zaposlene v zasebnem sektorju, temveč na vse zaposlene, tudi v javnem, tudi, kakor pravijo, public officials. Kar pomeni, da tudi Evropska socialna listina določa in omogoča in narekuje nenazadnje nam kot članicam EU, da določena vprašanja urejamo na področju kolektivnih pogodb. Pa če se za hip vrnem še na našo ustavo, samo za hip, namreč je treba povedati, da tudi naše ustavno sodišče kolektivnim pogajanjem pripisuje izredno pomembno težo in jih prepleta tudi nenazadnje z 2. členom ustave, ki govori o pravni in socialni državi. Po mnenju ustavnega sodišča namreč kolektivno dogovarjanje prispeva k zagotavljanju socialne pravičnosti in socialnega miru, ki je vtkano v socialno državo, v načelo socialne države in k zviševanju ravni demokratičnosti družbenega urejanja. Vse to je ustavno sodišče razložilo ali obrazložilo, da urejanje položaja delavcev s kolektivnim dogovarjanjem blaži strukturno podrejenost posameznega delavca pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi in s tem omogoča relativno uravnoteženost pri izpogajanih pravicah iz delovnega razmerja. Torej, kakorkoli obrnem, tako Evropa kot tudi domača judikatura me napotuje na to, da se določene pravice in obveznosti, ker nobena pravica ne stoji sama po sebi v zraku, ampak je vedno vpeta v obveznost, urejajo v dogovoru, v sporazumu, v kolektivni pogodbi. Zato so tudi te poskusi, da bi se z spremembi zakona o obrambi in spremembi zakona o Slovenski vojski vse to omejilo ali celo onemogočilo, se mi zdijo neprimerni in nesprejemljivi. Zakaj? Povzela bom samo en stavek, ker boste več o tem zopet kolega povedala, iz nekega sestanka oziroma nekega zapisa o sestanku članov Euromila. Vam ste iz tega področja, struktura tega organa bolj jasna. Eden od udeležencev, mislim, da je bil Portugalec, je rekel, da človeške razsežnosti varnosti in obrambe ne smemo zanemariti. In ko govorimo ko sem zdaj poslušala nizanju težav, s katerimi se srečuje Slovenska vojska in v njej zaposleni delavci, ja, to je tista človeška razsežnost. In vprašanje je, kako se bomo lotili tega reševanja res zahtevnih vprašanj.
ali bomo šli po isti poti, ki se je do sedaj izkazala kot neučinkovita, kot slaba, kot pot, ki pravzaprav normira sami sebe v namen, rešuje pa nič, ali se bomo lotili neke druge poti, ko bomo z socialnim dialogom, s kolektivnim dogovarjanjem se dogovarjali o določenih problemih, iskali skupne rešitve, sklepali dogovore in potem na podlagi kolektivne pogodbe te dogovore tudi zapisali in uresničevali. Zakaj se mi zdi to še pomembno? Od leta 2004, me podučujejo kolegi, se je preko pristojnih delovnih in socialnega sodišča takole skotalilo nekaj tisoč tožb. Nekaj tisoč. A je to res potrebno? Ne? A je to res nujno, da gradimo pravno državo in pravni red v Slovenski vojski na plečih najbolj ranljivega člena v verigi. To je delavec. To je generalno vprašanje za celotni slovenski pravni red, ki pravzaprav ob individualnih delovnih sporih poznaš kolektivne delovne spore, ki imajo neke omejitve, ne, otežuje sindikatom zagotavljanje pravic skozi izvajanje kolektivnih pogodb, vse pa prevali na najšibkejši člen, na delavca, ki lahko v individualnem sporu, ko se postavi afront svojemu delodajalcu, da na konico igle svojo zaposlitev, svojo socialno eksistenco, ne, in ta delavec naj zdaj pač zagotavlja to pravno državo. Če bi imeli kolektivno pogodbo, v kateri bi se določena, seveda prilagojeno slovenski vojski potrebam organiziranosti prilagojeno kolektivno pogodbo, ki bi urejala določene komplekse vprašanj, potem bi seveda lahko bil tudi sindikat učinkovitejši, prej bi opozarjal, lažje bi opozarjal, lahko bi se zadeve reševale tudi v kolektivnih delovnih sporih in ne bi pritiskali na posameznike. Ne nazadnje, tudi delavski predstavniki, sindikalisti vedo, kaj je tisto, kar žene ljudi. Vedo, kaj je tisto, kar pesti ljudi. Jaz sem bila, znajo pomagati, kako stimulirati zaposlene, znajo se vključiti v diskusijo, kako preprečevati trpinčenje na delovnem mestu. Jaz sem bila frapirana, ko sem videla, da za javno upravo velja pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu. Namreč to je enostranski akt, ki zaukazuje trpinčenemu, da se razkrije nekomu, ki mu zaupa ali pa tudi ne. To so zgodbe, ki so zelo osebne, ki so zelo subtilne, to so zgodbe, o katerih se lahko socialni partnerji dogovarjajo, kako bodo skupaj delovali, da bodo pogoji delati spodobnejši, manj konfliktni in tako naprej. In to se s pravili ne da urejati na ta način. Tako da bom zaključila, da ne bom predolga, v vsakem primeru v situaciji, kakršna je Slovenska vojska danes, oziroma v situaciji, v kakršni so delavci zaposleni v Slovenski vojski, kliče potem, da resno razmislimo, ali bomo šli naprej po isti poti z enostranskimi oblastnimi akti, ali se bomo začeli pogovarjati in dogovarjati, kako iz te situacije, ker samo oprema pa novi čevlji nam ne bodo dosti pomagali. Hvala lepa. Hvala za predstavitev, gospod Zajšek. Zdaj pa prosim predsednika sindikata Ministrstva za obrambo, Darka Milenkoviča, da nam predstavi pogled na problematiko iz sindikalne strani. Gospod Milenkovič, prosim. Hvala lepa za besedo, lepo zdrav vsem prisotnim. Jaz sem se nekako zamislil tole svojo predstavitev, izhajajoč iz problematike socialnega dialoga, kaj na podlagi tega nastaja kot posledica, kako mi vidimo socialni dialog in kaj želimo rešiti s kolektivno pogodbo. Torej se pravi, Marjan, prosim. Problematika socialnega dialoga trenutno v Ministrstvu za obrambo oziroma Slovensko vojsko poteka strogo in striktno samo preko teh treh alinej. Torej se pravi, sodelujemo pri podaji mnenja in pri raznoraznih zakonih in podzakonskih aktih in pravilnikih.
Prvo točko potrjuje državni zbor oziroma podzakonske akte, razna pravila in uredbe tudi o plačah, na katero so vezane plače Vlade Republike Slovenije, in pravilnike potrjuje minister oziroma ministrica. To so vse enostranski akti. Mi sicer podajamo mnenja, podajamo pripombe, vendar iz dolgoletne prakse, moje in vseh ostalih tukaj prisotnih sindikalistov, vsi zelo dobro vemo, da vsebinske pripombe nikoli predstavniki ministrstva ali pa Slovenske vojske ne sprejmejo. In to je osnovni problem. Torej se pravi, gre strogo za enostranski akt, kateri pa dejansko direktno vpliva tudi na nekatere zadeve, ki jih bomo pozneje prikazali. Tretjo točko sem namenoma pustil malo po strani, torej se pravi akti vodenja in poveljevanja. Namreč po našem prepričanju razni ukazi so izvršni akti, s katerimi se pač odrejajo naloge, način izvajanja nalog in tako naprej, in v nobenem primeru in v nobeni točki ne bi smeli odrejati način plačila za določeno nalogo. To je stvar ali mogoče zakona v nekoj osnovi in kolektivne pogodbe. In to ne more biti predmet nobenega ukaza. Na podlagi tega, torej se pravi zaradi tega, ker dejansko govorimo samo o enostranskih posegih znotraj tega socialnega dialoga, pet na drugi. Prihaja pa do posledic enostransko sprejetih predpisov. To so dejansko zadeve, ki so jih že moji predhodniki vsi povedali, torej se pravi, ne bom nič novega povedal. Prve posledice so na tistem osnovnem plačnem segmentu, torej se pravi, bomo govorili o nizkih plačah. Za nizko plačo jaz zelo rad primerjam zadnjo plačo v starem sistemu pred prevedbo, torej se pravi julija leta 2008 in današnjo plačo. Vojake za svojo plačo julija leta 2008 lahko kupijo 1600 litrov kurilnega olja. Danes ga ne kupi niti 1000 litrov. Vsekakor to so dvojne posledice. Prvo dvigovanje cen in drugo nižanje plač v Slovenski vojski, ker govorimo o Slovenski vojski. In drugo, nezakonita plačila za opravljeno delo, teh je malo more v pretekli leti bili, kot je kolegica Andreja že povedala, po nekaterih podatkih je od leta 1995 do danes sproženo več kot 4500 individualnih tožb, katere so pripadniki v 95% dejansko tudi dobili. Za tak poseg nikoli nihče ni odgovarjal. Kvečemu so samo napredovali v svojih položajih tisti, ki so to povzročili. Druga zadeva so neizkoriščeni dnevi na mednarodnih misijah, ki se dobijo dejansko po tekočem traku, in posledica vsega skupaj je tudi prekomerna obremenitev, ki po našem prepričanju nikoli ni bila ustrezno ovrednotena za pripadnike Slovenske vojske. O tem malo pozneje v rešitvah. Vsekakor imamo tudi statusni segment in to je normalno, vojak po 45. letu. Današnja zakonodaja sicer predvideva po njegovi zaključeni karieri nekatere možnosti, v katerih dejansko vsak vojak s plačo pade in to za več kot 10 plačnih razredov, torej se pravi več kot 50% svoje plače. To mislimo, da ni sprejemljivo in to mislimo, da je potrebno spremeniti. To je ena zadeva in druga zadeva pri teh 45-letnikih je ta, da mi sistem vseeno v njega vlaga ogromen denar, ogromna sredstva za njegovo usposobljenost, za njegovo izurjenost. V vseh teh letih se vidite potem naprej, da so že predvidene zadeve oziroma alinejce. V vseh teh letih ne moremo govoriti samo o poklicu vojaka. Enostavno moramo govoriti o načinu življenja, vojaškem načinu življenja. Tega nimajo policisti, tega nimajo gasilci, tega nimajo cariniki. To imamo samo mi v Slovenski vojski. In moramo se enkrat zavedati tega, da govorimo o vojaškem načinu življenja, v katerega ni vpleten zgolj vojak, počastnik ali pa častnik, ampak tudi njihove družine. Primorane so in prisiljene so v določene postopke, ki jih pač druge nimajo, v prilagajanju na to življenje. Torej se pravi,
ne bom zdaj o teh dveh ali ne, torej se pravi, koliko so naši vojaki zasedeni, torej se pravi, tudi tam nekje do polovice časa na letni ravni, torej se pravi, govorimo o 6 mesecev zasedenosti. Res je, da je to v glavnem tam nekje 3 do 4 meseca v nekih normalnih zadevah, ampak ko so kakšne vaje, v tem letu imamo kar nekaj vaj, nekaj izobraževanja in tako naprej, se ta zadeva takoj poveča. Ne smemo pozabiti tudi ti segment varovanja objektov, ki ga pač sami izvajamo. V času upravljanja mednarodne misije normalno že zaradi tistega 6-mesečne odsotnosti na misiji in priprave za misijo je ta zadeva tudi višja. Medsebojni odnosi na njih nenehno opozarjamo. Pa žal si vrh vedno zatiska oči. Pod pretvezo, ki jo je Andreja že povedala, sestava komisije, ki je pač enostransko sestavljanje po volji poveljnika, celo na katerih primerih dobijo navodilo od poveljnika, kako poročilo naj naredijo in potem se dejansko te zadeve enostavno zakrijejo. Ne pridejo v tisto sfero, kam bi morali priti, torej se pravi, da se enkrat začne tudi ta segment reševati. Na način ugotovi se, da je nekdo kriv ali ni kriv in se potem izvedejo naslednji postopki, ki jih pač moramo izvajati. Zato so pristojne druge službe. Ko je kolega Ladi govoril o karierni poti, niti ni mogoče mislil toliko na samo karierno pot, prikaz karierne poti, vendar na omejenost v te karierne poti. Prva stvar, isto kot napotitve na MOM, vsi pripadniki nimajo enake možnosti. Nikoli jih niso imeli, nikoli jih ne bo imeli. Kaj je temu krivo? Namenoma nisem tukaj napisal, temu je kriv nepotizem in kronizem v Slovenski vojski ali pa kadrovska korupcija, na katero zopet vsi sindikati že ogromno let opozarjamo. Čeprav vedno predstavniki ministrstva ali pa vojske povedo, dajte nam konkreten primer. Mi čisto zaradi varovanja podatkov imen ne smemo razkrivati. Ampak so pristojne službe, ki bi to lahko raziskali, ugotovile dejansko stanje in normalno tudi ukrepale proti takem stanju. Okoli nekvalitetne opreme se jaz sicer ne bom toliko opredeljeval. Je res, da verjetno v nekateri segmenti je ta oprema nekvalitetna, da bi lahko bila boljše kvalitete. Tudi druga resnica je, da ko gre nova oprema v kakršnokoli preizkusno dobo, ne gre v 10., 20. oziroma 74. pehotni polk, torej se pravi v enote, ki so dejansko na terenu, ampak gre po generalštabu pa po raznih poveljstvih, ki je normalno, da ne pride do trošenja te opreme. To je ena stvar in druga stvar, po naši oceni nepravilen način naročanja pri ustreznih številkah, zlasti pri obutvi govorimo. To, da vojak pride, ko ima čas, ko lahko zadolži opremo, da pride v skladišče in mu skladiščnik pove, ne, nimam 42 številke škornje, to je nedopustno. In to se ne sme dogajati. In normalno na podlagi teh dveh nepravilnosti so nastale tudi posledice. Prvo je zmanjševanje števila zaposlenih in avtoti Slovenske vojske. Ne govorim o tistem naravnem odhodu, torej se pravi o upokojevanju, kar tisto je po sili zakona in po nekakšni naravni poti, ampak govorim dejansko o odhodi Slovenske vojske, ki jih je samo v tej vladi, kar se tiče vojakov, bilo čez 600. To je kar krepki procenti, to mislim, da je nedopustno, oziroma smo prepričani, da je nedopustno za Slovensko vojsko, oziroma za vlado ali pa državo, da ima tako izgubo v vojaškem segmentu. Na vse zadnje, manj vojakov je manj počasnikov, vsekakor tudi manj častnikov. In temu prid govori tudi, danes sem prebral na našem notranjem sistemu intranetu, podaljšanje roka za prijavo za šolo za častnike. Pa to se ni zdaj prvič zgodilo. Tudi lani se je 2-krat podaljševal to rok.
Torej se pravi, ne samo za vojake, imamo težavo i s počastniki in s častnikih. Temu je malo botroval način sprejemanja uredbe o plačah v Slovenski vojski v lanskem letu, ki ga je pač vlada enostransko sprejela, čeprav smo opozarjali, popolnoma je porušila razmere v Slovenski vojski med vojakom počastnikom in med vojakom častnikom. Že pred to uredbo so bili na zelo nizkih oziroma na minimalnih kriterijih, danes je to izpod vsakega kriterija. Ravno zaradi tega potem prihaja tudi do nezainteresiranosti mladih do tega vojaškega poklica, pa tudi v sindikati smo velikokrat opozarjali, da pri zaposlovanju se ne sme operirati s povprečnimi plačami. Kajti mi vemo, da je plača vojaka tista, ki jo lahko zasluži tudi z raznoraznimi dodatki, ki jih pa mogoče v prvem letu službovanja sploh nima, zlasti ne dokaj v Vipavi. In mogoče jim je v tej predstavitvi potrebno prikazati, to je plača, ki jo zagotovo dobite, to je osnovna plača, ta plača se pa lahko poveča z raznoraznimi dodatki, vkolikor pač opravljate določene naloge. Vkolikor jih ne opravljate, postanete na osnovni plači. Vse to botruje tudi na povečanju obsega dela, torej se pravi, nalog v Slovenski vojski zaradi tega, ker se zmanjšujemo, ni manj. Žal je vse več in več. Torej se pravi, mi iz enega vojaka moramo narediti 3 vojaka. Ali pa enega vojaka razdeliti na 3 vojaka. Dejansko se dogaja pri vojakih to, da danes ga pošljemo na varovanje, pride iz varovanja zaradi tega, ker imamo primanjkljaj v kadri, ga takoj pošljemo na teren in potem iz terena namesto, da ima fraj, ga že pošiljamo na misijo. Tako več ne gre. In to je razlog, to je še dodatni razlog, zakaj vojaki odhajajo. Rajše gre v gospodarstvo delati za mogoče malo večjo plačo, ampak ve, aha, delam od ponedeljka do petka, delam 10 ur na dan, soboto, nedeljo sem fraj. Tu pa ne vem, kdaj sem fraj, ali bom fraj, ali ne bom fraj, pa za manjšo plačo. In to tudi več ne gre. Zaradi tega normalno prihaja do pregorelosti in, Marjan, pet naprej, prosim, no, in zaradi tega mi smo si nekako postavili, ne samo mi, mislim, da skupaj vsi sindikati, kar nenehno sodelujemo in komuniciramo, postavili smo si kar nekaj teh zadev, ki bi jih pa lahko rešili s kolektivno pogodbo in zagotovo bi izboljšali status pripadnika Slovenske vojske. Jaz si sicer ne bom šel prebirati vse, zaradi tega, ker to so vse zadeve, ki smo jih že nenehno krat pošiljali in mi, in kolegi iz SVOZ-a, in kolegi iz SVS-ja, in združno smo jih pošiljali, zlasti lansko leto pri usklajevanju zakona o obrambi, čeprav smo še vedno na stališču, da delovnopravne zadeve v zakonu o obrambi nimajo kaj iskati in morajo biti predmet v nekovi osnovi nekovega drugega zakona, v večjem delu pa kolektivne pogodbe. Da bi pa normalno, da bi pa lahko prišli do kolektivne pogodbe, Marjan, naprej, bom pa samo dal primerjave, kako socialni dialog izvajajo vojske v Evropski uniji in v NATO. Torej se pravi, Andreja je že danes omenila en delovni sestanek, na katerem so bili predstavniki Euromila, dejansko evropske ETUI je Evropsko združenje vojaških sindikatov, da smo si takoj nejasni, zakaj gre, ne, in tista tretje pa Evropsko združenje, sindikalno združenje, v katero se učlanjujejo vojaki držav in vojsk, ki pač nimajo delujočih sindikatov, kot je recimo Nemčija, ki je danes že bila omenjena. Torej se pravi, ne bom spet o ustavi, kaj govori naša ustava, mogoče samo pri ustavi poudarim to, da nam je varuhinja človekovih pravic jasno povedala, da je to osnova za sindikalno delovanje tudi v vojski. Mogoče si samo preberete na hitroma, torej se pravi, za nas je tisto pomembno, kar je pač predsednik Euromila sam omenil, in to je, da
sindikalno delovanje nikakor ne more biti škodljivo, ampak je zelo pomembno za dvig morale vsakega vojaka. Zaradi tega, kar ve, da ima zaščito. Pazi mikrofon. Vse je. Rukno se. Samo bi se na koncu vseeno malo odreknil na tisto predlog NSI-ja in SDS-ja. Mislim, da se SDS zdaj priključil tem predlogu. Torej se pravi, da se prepove sindikalno združevanje, da se namesto tega vsakom vojaku da 60 evrov dodatka bruto. Mi se je zapisano, mi se moramo zavedati, da ta vojak danes nima pravice do stavke, da nima pravice do političnega udejstvovanja oziroma do članstva v politični stranki in če mu še to članstvo v sindikatu odvzamemo, bo dejansko šlo za sodobne vojaške sužnje te države. Mogoče pa samo za nameček, ker vojaško in tudi politično sodelujemo tudi z Makedonijo, samo omeni, da v Makedoniji vojaki imajo pravico do stavke in imajo že vrsto let delujočo kolektivno pogodbo, ki jo sicer vsako leto obnavljajo. Ker se tiče pa delovanja sindikatov, recimo na Nizozemskem so znani vojaški sindikati več kot 100 let v raznih oblikah in za poudariti je, da je več kot 80% vojakov včlanjenih v ta sindikat. In je ravno na tem sestanku ta sindikat bil izkazan kot primer dobre prakse, ne slabe prakse. Je pa tudi res, da je Italija bila izkazana kot primer slabe prakse, kar pač nimajo nobenega sindikalnega združevanja in kot primer slabe prakse so izpostavili, da je tudi v tej državi potrebno narediti nekaj, da se pa dvignejo sindikalne organizacije in vzpostavijo sindikalne organizacije. Vsekakor, da ne bom samo govoril o problemih, nekako smo si pripravili tudi dva osnovna predloga za trenutno izboljšanje stanja. Sicer uporabil bom idejo sedanjega načelnika generalštaba, ki je javno povedal pri svoji javni predstavitvi. Torej se pravi, da bi se vojska kot taka izdvojila iz sistema javnih uslužbencev iz enotnega plačnega sistema. Mi kot sindikat bomo sigurno temu nasprotovali iz raznih razlogov, to je dejstvo, pa vendar tudi, če bi pristali na to, je to še dodatni argument za sklepanje kolektivne pogodbe. Pa vendar, prvi in osnovni ukrep, ki mislim, da je lahko takojšen, ki smo prepričani, da je lahko takojšen in da takoj dvigne plače slovenskega vojaka, je tistega, ki ga je že general Božič omenil. Torej se pravi, mi imamo po zakonu o službi v slovenski vojski dodatek za prekomerno obremenitev, ki je v današnjem cajtu zelo apostrofirana. Samo bi se načelnik generalštaba mogel odločiti, da namesto, da izdaja ukaz v škodo zaposlenih, da ga izda vsaj enkrat, da ga izda v prid zaposlenih. Torej se pravi, da uporabi ta famozni 59. člen na način, kot mu ga zakon dovoljuje, maksimalno. Druga alineja je pa vezana zopet za spremembe splošne in specialne zakonodaje, ki bo še trajala in še imela svoj postopek, je pa še vedno v zadju sklepanje kolektivne pogodbe, ki smo pa prepričani, da bi saj nekatere odnose lahko nemudoma razrešili. Hvala lepa za. Hvala gospodu Milenkoviču za predstavitev. Kot zadnjega referenta pa besedi vabim kolega Marjana Laha, izvršnega sekretarja za informiranje sindikata na Ministrstvu za obrambo. Gospod Lah, prosim. Hvala lepa. Lep pozdrav še enkrat tudi z moje strani. V moji predstavitvi se bom poskušal opredeliti okrog bistva, v kateri se sedaj Slovenska vojska nahaja, to je kadrovski problem. Ali čemur radi rečemo kadrovski krč.
v Sloveniji poznamo, se pravi, inštitute, ki zapolnjujejo nacionalno varnost, izpostavil bom pa predvsem dva bistvena inštituta, ki sta, se pravi, policija in pa vojska. Problematika pri pridobivanju kadrov je naslednja. Dejansko Slovenska vojska in policija v Republiki Sloveniji črpata kadre iz istega kadrovskega bazena. Konkurenčnost policijskega poklica v odvisnosti do vojaškega poklica se je znatno povečala, predvsem zaradi neenake obravnave delovnopravnih pravic zaposlenih in to pri dveh ključnih stebrih nacionalne varnosti. Odziv na takšno početje se odraža, da se vse več mladih raje odloča za poklic policista, med tem pa zanimanje za vojaški poklic strmo upada. Pogoji za zaposlitev so skoraj, poudarjam, skoraj popolnoma enaki. Zakaj skoraj? Zaradi tega, ker za zaposlitev v policiji je potrebna 5. stopnja, v Slovenski vojski za zaposlitev vojaka pa to dopušča tudi 4. stopnja in 5. stopnja. Se pravi, vkolikor pogledamo v tabeli, kakšni so pogoji za zaposlitev tako v vojski kot v policiji, ugotovimo, kot sem že dejal, popolnoma enaki. Kandidatka, ki izpolnjujete navedene pogoje in se zanimate za uniformirani poklic, verjetno kolebata med tem, ali bi se zaposlila v Slovenski vojski ali pri policiji, vendar poklic policista po konkurenčnosti, kot sem že poudaril, prevladuje nad poklicem vojaka. Pa vprašanje, zakaj? Zakaj je poklic policista zanimivejši od poklica vojak? Pa poglejmo. Zaposlitev pri policistu imamo zaposlitev za nedoločen čas. Pri vojaku pogodba za določen čas. Pri policistu delo lahko upravlja do upokojitve, pri vojaku delo lahko upravlja do dopolnjene starosti 45 let. Pri policistu v veliki meri v primeru poškodb le-ti ostajajo na delovnih mestih. Pri vojaku v primeru poškodbe, ki jo utrpijo pri delu, se jim po izteku pogodbe ne ponudi nova pogodba. Pri policistu hitrejša možnost napredovanja v višji plačni razred. V 4 letih lahko že napreduje v 26. plačni razred kot višji policist. Pri vojaku vojak s 5. stopnjo izobrazbe se uvrsti v 23. plačni razred in na to 3 leta ne more napredovati v plačnih razredih, ker imamo tako urejen enotni plačni sistem oziroma napredovanje v enotnem plačnem sistemu. Pri policistu po končanem izobraževanju za policista pridobi 6. stopnjo izobrazbe. Kaj pa vojak? Vkolikor vojak želi pridobiti višje stopnje izobrazbe, si jo mora financirati sam, pridobljena izobrazba pa ne pomeni, da bo tudi napredoval. In temeljno, policist ima pravico do stavke. Vojakom so stavko prepovedali. Pa še povzamemo nekaj aktov, ki urejajo pravice iz delovnega razmerja v primerjavi policist-vojak. Skupna nam je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ali enotni plačni sistem. Pri policistih imajo urejeno Zakon o organiziranosti in delu v policiji. Zadnjo spremembo, ki je izboljšala status, so uveljavili 30. novembra 2016. Na strani vojakov imamo Zakon o obrambi in pa Zakon o službi v Slovenski vojski, ki se dejansko skoraj nista nič bistvenega spremenila v kontekstu izboljšanja delovno-pravnih pravic. Se pravi, skupaj z policisti in vojaki nam je skupna kolektivna pogodba za državno upravo, vendar pri policistih se uvrščajo vsa delovna mesta v C03 v kolektivno pogodbo v tarifni del.
Sindikati policije se pogajajo tako o uvrstitvi vseh delovnih mest v C03 v KPDU. Kako pa pri vojaki? V tarifnem delu KPDU-ja se sindikati obrambe pogajamo zgolj okrog uvrstitve orientacijskega delovnega mesta vojaka. Policisti uredbe nimajo, imamo pa uredbo vojaki, in sicer uredbo o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede. S sindikati obrambe se uredba zgolj usklajuje, kljub temu, da ni usklajena, jo vlada na predlog Ministrstva za obrambo v večini meri sprejme. Policisti imajo kolektivno pogodbo, vojaki kolektivne pogodbe nimamo. Bistveno vprašanje, kaj so pridobili policisti s podpisom in sklenitvijo stavkovnega sporazuma z dne 2. junija 2016. Policisti pridobijo višjo uvrstitev policistov v primerjavi z vojaki za 2 plačna razreda, se pravi z dne 30. junija 2016. Šele slabo leto kasneje, skozi pogajanje, to dosežemo pri vojakih. Pri policistih vsa delovna mesta policistov v 5. tarifnem razredu se presistematizirajo v ustrezna delovna mesta v 6. tarifnem razredu. Vsem policistom, ki so premeščeni na delovno mesto v 6. tarifnem razredu in še nimajo pridobljene 6. stopnje izobrazbe, mora delodajalec omogočiti pridobitev navedene izobrazbe. In pa pomembno spregled izobrazbe za vse tiste policiste, ki imajo na dan 1.1.2018 najmanj 15 let delovne dobe pri upravljanju nalog policije oziroma pri upravljanju drugih primerljivih nalog v drugih državnih organih. Policistom, nadzornikom državne meje, ki so bili zaposleni za nedoločen čas oziroma za določen čas, se je ponudila v podpis pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. In pa uslužbenci policije, ki mu je odrejena pripravljenost za delo na določenem kraju, pripada izplačilo za čas pripravljenosti v višini 50% urne postavke osnovne plače. Leto kasneje smo lahko to dosegli pri vojakih, in sicer po intenzivnih pogajanjih z vlado Republike Slovenije. Pripravili smo tudi analizo gibanja števila zaposlenih v policiji in vojski. V modri krivulji je gibanje zaposlenih v policiji, v rdeči pa gibanje zaposlenih v Slovenski vojski. Pri tem je pomembno poudariti, da je policija pridobila leta 2012 kolektivno pogodbo za policiste, nadalje je pa zanimivo leto 2016, kjer izredno začne upadati število zaposlenih v Slovenski vojski, v policiji pa se ta trend zvišuje. Temu lahko pripisujemo sicer naslednje zadeve, in sicer v letu 2016 so sindikati policistov in pa Ministrstvo za notranje zadeve podpisali stavkovni sporazum, s katerim so se zavezali, da se pravice urejajo, ugodneje uredijo pravice tako v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delu policije, aneksu številka 2, in kaj je pomembno tudi v letu 2016, se pravi, se policisti za 2 plačna razreda začnejo višje uvrščati od vojakov. Vir je povzet po spletni strani Ministrstva za javno upravo in sicer delovno področje zaposlenih v državni upravi. In ko pogledamo linearno napoved ob sedanjem trendu padanja zaposlitve vojakov, ugotovimo, da linearna napoved dejansko pri vojakih, se pravi obarvano rdeče, nakazuje, da kolikor ne bomo v kratkem, in to bi bilo moralo že biti včeraj, pristopili k realizaciji in izboljšanju statusa pripadnikov v primerjavi
z skupnim kadrovskim bazenom, iz katerega črpamo s policijo enake kadre, se nam lahko kar malo zgodi, da bomo izgubili še te ljudi, ki jih imamo. Pomembno je tudi to, da je aktualna vlada leta 2014 v svojem koalicijskem dogovoru zapisala naslednje. Prioritetno bomo pristopili k zagotovitvi dostojnega in profesionalnega upravljanja službe vsem, ki skrbijo za našo varnost. Karierna pot na podlagi strokovnih in transparentnih meril in realnih potreb poskrbeti za natančno opredelitev in dosledno izvajanje karierne poti vseh, ki so zaposleni v nacionalno-varnostnem sistemu. Hkrati s tem bomo poskrbeli za ustrezno plačevanje oziroma nagrajevanje in celostno skrb vseh, ki v nacionalno-varnostnem sistemu opravljajo poklicno službo oziroma so jo opravljali. Realnost. Na podlagi izvedene primerjave med delovno-pravnimi pravicami poklica policist in vojak, tako ugotavljamo, da je aktualna vlada le delno izvedla zaobljubo iz koalicijskega dogovora. Pri tem pa hote ali nehote zanemarila enega od temeljnih nacionalne varnosti, kar lahko v prihodnosti pomeni nepopravljive posledice za varnost državljanov. In še to, temelj vsake profesionalne vojske je vojak, ki je delavec, ki je v Sloveniji del enotnega plačnega sistema. V enotnem plačnem sistemu ali v skupnem plačnem sistemu pa morajo imeti vsi deležniki enake pravice za ohranitev ali izboritev boljšega socialnega položaja, saj v nasprotnem prihaja do favoriziranja poklicnih skupin, posledice pa nosijo in občutijo tisti, ki jim je zakonodajna ali izvršilna oblast to pravico ali možnost odvzela ali omejila. Zahvaljujem se za vašo pozornost, hkrati pa vam bom predvajal kratki promocijski video, s katerim želimo ozavestiti državljane Republike Slovenije do zakonske pravice vseh delavcev po sklepanju kolektivne pogodbe in tudi sklepanju kolektivne pogodbe v sektorju obrambe. Hvala. Kolega Lah, hvala za vašo predstavitev. Seznam referentov smo tako zaključili in prihajamo na razpravo. Zdaj, prijavljenih na razpravo ni. Vkolikor bi kdo želel razpravljati, lahko to dvigne z dvigom roke. No. Kolikor razprave ni, če ni, bi današnji posvet počasi pripeljali k koncu. Za zaključek ne rečem, da bodo vse razprave in predavanja služila oblikovanju smernic za prijavo sprememb zakonodaje v prihodnjem sklicu Državnega zbora, tako kot smo rekli že na začetku posveta.
naj vas obvestim, da bo, kot je v navadi v Državnem svetu, na podlagi magnetograma pripravljen povzetek današnjih predstavitev in razprav in jih bo v obliki zaključka obravnavala pristojna komisija Državnega sveta za državno ureditev, nato pa tudi Državni svet. Današnja razprava bo lahko služila tudi kot dobro izhodišče za javno predstavitev mnenj in predlogov zakona o obrambi, ki bo v organizaciji Državnega zbora za obrambo potekala v četrtek, 12.4. ob 10. uri v veliki dvorani Državnega zbora. Tako smo prišli do konca današnjega posveta in naj se vam v imenu Državnega sveta in Sindikata Ministrstva za obrambo zahvalim za današnjo udeležbo, še prav posebej seveda predavateljem in vsem razpravljavcem, ki ste dodali svoje mnenje, misli in konstruktivne razmišljanja. Na spletni strani Državnega sveta bo v rubriki Novice še danes na voljo tudi audio-video posnetek posveta. Še enkrat najlepša hvala za udeležbo in aktivno sodelovanje in želim vam lep preostanek dneva.